V glavnem, v tem letu bomo izdali 4 številke revije Maska. Ena je še iz preteklega leta, ko smo organizirali simpozij Prekarnost ali samoupravljanje in bo simbolična skupna številka frakcije iz Zagreba, Teorije koje hoda iz Beograda in Maske. Obe reviji iz Beograda in iz Zagreba sta nekako zginili, ljudje so se razselili in za sabo pustili te prazne diskurzivne prostore. Maska je torej edina, ki je preživela v tem nekdanjem jugoslovanskem prostoru. In pravzaprav smo se lotili simpozija, iz katerega bojo zdaj nastali prispevki, z ljudmi, ki so nekoč ustvarjali te revije skupaj. In na ta način se bomo poklonili tudi zgodovini Maske. Druga revija, ki jo bomo letošnjem letu izdali, bo revija, ki bo nekako obravnavala zelo pereče kulturno-politične probleme. Mislim, da ni potrebno posebej izpostavljati, zakaj bomo izdali kulturno-politično številko, saj gre letos, se zdi, narobe praktično vse. Tako da bomo začeli pri Metelkovi 6, se nekako gibali čez vse te kritične točke slovenske kulturne politike. Tako da bomo se nekako sprehodili tudi čez problematiko Radia Študent, problematiko Roga, sprehodili se bomo čez problematiko samozaposlenih v epidemiji, poskušali bomo obdelati tudi take stvari, kot so recimo proslave ob slovenskih kulturnih praznikih na televiziji in tako naprej. Ja, naslednja številka bo namenjena Dvojini. Izšla bo iz prispevkov iz Seminarja sodobnih scenskih umetnosti, ki ga zdaj drugo leto v bistvu z Pijo kurirava. Tokrat bo prostor namenjen spet mladim teoretikom in teoretičarkam, ki nimajo javnega prostora za predstavljanje svojih raziskovalnih vprašanj, ki jih razvijajo v svojih doktorskih nalogah ali pa izven akademskega sveta. In tukaj sva želeli vzpostaviti eno situacijo, kjer je produkcija znanja malo drugačna. V bistvu gre za nekaj, kar je zelo podvrženo osamljenim procesom, izolacijskim procesom osamljenega mišljenja, na kak način pripeljati dva človeka, ki sta ali v neki prijateljski bližini, ali sta v nekem raziskovalnem odnosu in preko tega v bistvu skozi ta odnos producirati neko predavanje in naju zanima, kaj to sploh danes Dvojina pomeni, ki ni kolektiv, ni posameznik, ampak je nekje vmes, no, in to bi radi preizprašali. To je tudi nekaj, kar naju zaznamuje in najino skupno uredniško delo do zdaj. To je stvarno. Tako da naslednja, zadnja številka v letošnjem letu pa bo posvečena temi depresija. Tudi to je mogoče tema, ki je ni potrebno posebno razlagati v teh epidemičnih časih samoizolacije, ampak seveda bomo temo depresije načeli iz družbenih vzgibov, ne pa kot neke osebne patologije in seveda v povezavi z predvsem uprizoritvenimi umetnostmi. Letos spet zaganjava ali pa spet nadaljujeva s Seminarjem sodobnih scenskih umetnosti, ki je zaznamoval tudi najino pot. Obe sva se tam kalili, obe sva tam pridobivali znanje, zato se nama zdi pomembno, da to ohranjiva. Nadaljujemo z ciklom Odprta vprašanja 2. Zaznamovala jih bo pa ta Dvojina, ki je tudi najino v bistvu sourednikovanje zaznamovala do zdaj. In naju zanima, kaj pomeni to skupno mišljenje. Mogoče ti predam še besedo. Ja, se pravi, letos bojo predavali pari, ne bojo več samostojna predavanja, tako da bomo imeli nekaj dvojic, ki se ukvarjajo nekako ali s podobnimi temami, ali pa mogoče so v neki drugačni bližini, pa si želijo to izvesti skupaj. Zdaj, ta seminar je bil predviden že za celo sezono, že za september in tako naprej, ampak zaradi epidemske situacije nam ni uspelo izvesti kot načrtovano, tako da smo se odločili za eno tako strnjeno verzijo, takoj, ko bo mogoče, se pravi v spomladanskih mesecih, bomo priredili en mini simpozij, kjer bomo izvedli v strnjeni obliki ta Maskin seminar. Z obvezno žurko.